Spoštovane krščanske demokratke, demokrati, dragi prijatelji. Pred preteklimi parlamentarnimi volitvami smo predstavili program z naslovom Nova Slovenija misli resno. 15 rešitev za Slovenijo med 15 najboljših držav sveta. Ta program je bil prepoznan kot najboljši program med slovenskimi političnimi strankami. Gre za dolgoročno vizijo Slovenije in tega programa nismo dali v predal. Na njegovi osnovi smo pripravili zelo konkreten vladni program na 14 področjih z jasno izdelanimi ukrepi, ki je pred vami. V teh zaostrenih časih se ves čas pojavljajo 3 besede. Covid, epidemija in karantena. Poznamo karanteno povezano z epidemijo, povem pa vam, da obstaja tudi programska karantena. To pomeni, da se poljubno število zanesenjakov, starih in mladih, vizionarjev in praktikov za 3 tedne zapre v majhen laboratorij. Edina vez s svetom je pametni telefon in internet. In tako se napiše vladni program z rešitvami, ki jih Slovenija najbolj potrebuje. Zahvala vsem, ki ste pri tem sodelovali, 9 vodjem programskih skupin, še posebej pa moji ožji ekipi. Janez, Matej, Miha in Jakob, hvala vam. Nova Slovenija programov ne piše, ampak jih izvaja. Imamo vizijo, imamo najboljšo ministrsko ekipo, imamo listo kandidatov za naslednje parlamentarne volitve in imamo vas, spoštovani člani in dragi prijatelji krščanske demokracije. Prav vi boste v svojih vaseh, mestih, med prijatelji in znanci samozavestno povedali, da obstaja alternativa. In ta alternativa je Nova Slovenija. Sledi predstavitev vladnega programa Nove Slovenije. Zakaj vladnega? Ker vemo, da Nova Slovenija lahko vodi naslednjo slovensko vlado. Nova Slovenija je imela do sedaj že 2-krat najboljši gospodarski program in v 3. gre rado. Predsednik uprave NLB Blaž Brodnjak je v nedavnem intervjuju dejal, da zaradi nestimulativnega davčnega in podjetniškega okolja Slovenija postaja dežela izgubljenih priložnosti. Zaradi davčnih obremenitev v Sloveniji izginja srednji sloj. Napovedujemo postopno povišanje splošne dohodninske olajšave na 7.500 evrov za razbremenitev srednjega sloja in višje neto plače za vse. Višje neto plače za vse. Slovenska podjetja v en glas govorijo politiki in zdi se, da jih razen Nove Slovenije nihče zares ne sliši. Vrhunskih kadrov ne morejo primerno nagraditi. Najboljši talenti nam uhajajo v tujino, kaj šele, da bi k nam privabili najboljše tuje strokovnjake. Eden izmed ključnih pogojev za vstop v Nove Slovenije v naslednjo slovensko vlado bo tudi uvedba razvojne kapice na višini 4.600 evrov. Napovedujemo 5-letno dohodninsko olajšavo za vse visoko kvalificirane Slovence, ki se priseljajo v domovino in za tuje strokovnjake, ki pridejo k nam. Doma pa zanje ni prostora in to bomo spremenili. Prihodnost bo pametna. Slovenija je do leta 2026 lahko med vodilnimi evropskimi državami na področju digitalizacije. Naš minister Mark Boris Andrijanič je dokazal, da smo lahko zmagovalci. Slovenija je na indeksu digitalnega gospodarstva in družbe v zadnjem letu napredovala za 3 mesta.
Podjetja morajo do leta 2026 z državo poslovati v celoti elektronsko. Potrebujemo elektronsko državljanstvo po zgledu Estonije, da bo vsak prek spleta v nekaj minutah lahko ustanovil v Sloveniji iz kjerkoli na svetu. Za mlada zagonska podjetja bomo uvedli posebne davčne počitnice. Digitalizacija mora biti priložnost za vse. Nikogar ne smemo pustiti za sabo. Zato napovedujemo najobsežnejši program digitalnega opismenjevanja za vse generacije. Prihodnost bo zelena. V Novi Sloveniji bomo zeleni prihod izvedli odločno, a hkrati premišljeno. Vsak dan nam politiki iz leve razlagajo, kako bodo razogljičili naš planet. Preprosto. V radikalni levici bi zaprli vse elektrarne, elektrika bo očitno padla z neba, za usodo gospodarstva in delovna mesta jim že pregovorno ni mar, če je bil včasih par in ne par za gorivo, bodo to uvedli še za elektriko. Prakso že imajo. Električna energija bo zlato prihodnosti. Zato podpiramo izgradnjo drugega bloka jedrske elektrarne Krško. Nazivna moč drugega bloka mora znašati vsaj 1000 megavatnih ur energije. Tako bi pridobili 3-krat več elektrike kot iz obstoječe jedrske elektrarne. Slovenija lahko postane neto izvoznica električne energije, ker bo elektrika zlato prihodnosti. Uvajanje obnovljivih virov energije pomeni varovanje okolja. V sosednji Avstriji, Nemčiji in Švici dokazujejo, da hidroelektrarne, vetrne in sončne elektrarne lahko sonaravno umestimo v prostor. In ne boste verjeli, pri njih živijo enaki ali vsaj podobni metulji, ribe in ptice kot v Sloveniji. Imamo izjemen potencial vodne energije, a je male hidroelektrarne zaradi administrativnih ovir skoraj nemogoče zgraditi. In to bomo spremenili. Na degradiranih površinah, kamnolomih, ob pasovih avtocest, železnic bomo omogočili izgradnjo polj sončnih in vetrnih elektrarn. Javno zdravstvo na papirju ni dovolj. V Novi Sloveniji bomo naredili vsem dostopno javno zdravstvo. V središče bomo postavili pacienta, njegovo hitro, kvalitetno obravnavo. Ukinili bomo sistem koncesij in po zgledu drugih evropskih držav, na primer Francije, uvedli samostojne nosilce zdravstvene dejavnosti. Vsak zdravnik z licenco se bo svobodno odločil, kako bo opravljal svojo prakso. Samostojno, pri zasebniku ali v javnem zdravstvenem zavodu. Konkurenca pomeni boljše zdravstvenih storitve, ki pa jih posameznik ne plačuje iz svojega žepa, saj ima za to sklenjeno zdravstveno zavarovanje. Zavod za zdravstveno zavarovanje je na področju obveznega zdravstvenega zavarovanja monopolist. Monopoli niso dobri, zato želimo na tem področju vzpostaviti konkurenco. Kakovosti izvedenih zdravstvenih storitev ne preverja nihče. Zato napovedujemo ustanovitev Agencije za kakovost in standarde v zdravstvu. V javnosti so poznane zgodbe, ko nekateri zdravniki v javnem zdravstvenem zavodu zgolj žigosajo svojo prisotnost. Na delovnem mestu pa jih ni. Zato potrebujemo jasne normative in standarde, možno pa mora biti tudi nagrajevanje zaposlenih po rezultatih dela. Tako zgolj žigosanje prisotnosti ne bo več možno. Za javni zdravstveni sistem smo v preteklih letih zagotovili bistveno več sredstev. Čakalne dobe pa se zaradi tega niso skrajšale. Javni zavodi naj delujejo neprofitno, ampak po načelih gospodarskih družb. V središče bomo postavili pacienta.
Družba je močna toliko, kot je močan njen najšibkejši člen. Vsak, ki živi v revščini in pomanjkanju, je preveč. V Novi Sloveniji trdno verjamemo, da samo delo daje človeku dostojanstvo. Naš cilj je jasen. Nihče, ki dela, ne sme biti reven. Kdor zaradi objektivnih okoliščin, naprimer nenadna izguba zaposlitve, invalidnosti, potrebuje našo pomoč, jo mora dobiti hitro in enostavno. Digitalizacija, enostaven in razumljiv sistem socialnih transferjev so naše rešitve. Letne uskladitve pokojnin in božičnice za upokojence so nujen ukrep, a nikakor ne zadosten. Če ima nekdo 400 evrov pokojnine, po uskladitvi pa njegova pokojnina znaša 404,86 evrov, tak človek še vedno živi v pomanjkanju. Napovedujemo, da bo vsak upokojenec ali iskalec zaposlitve lahko prek občasnega ali začasnega dela zaslužil 350 evrov neto, tako da se mu dohodek ne bo všteval v dohodnino. Naš minister Janez Cigler Kralj je pripravil obsežen paket ukrepov za pravičen in pregleden sistem socialnih transferjev. In ta paket bo vložen v parlamentarno proceduro. V naslednjem mandatu pa bomo z reorganizacijo in okrepitvijo inšpekcijskih služb končno omogočili večji nadzor nad dejanskim stanjem pri izplačevanju socialnih transferjev. Preverjanje ne more biti zgolj preko računalniških baz in iz pisarn, kot to poteka sedaj, ampak tudi na terenu, kjer se dogajajo dejanske zlorabe. Zakon naj velja enako za vse. Pravosodni sistem sosednje Avstrije in Nemčije bomo postavili za naš zgled. Če nekaj deluje pri njih, lahko deluje tudi v Sloveniji. Vzpostavili bomo enotno vstopno točko e-pravosodje, da bo poslovanje s sodišči lahko v celoti potekalo elektronsko. Sodni spisi se tako ne bodo več mogli izgubiti, procesnih rokov ne bo več tako enostavno spregledati. Postopki naj potekajo brez vračanja na prvo stopnjo v ponovno sojenje. Ko bomo mi na vladi, odmevni primeri ne bodo zastarali, ampak bodo dobili sodni epilog. Učinkovita javna uprava je uspešna država. Najboljše javne uslužbence želimo nagraditi s povečanjem mase plač za izplačilo delovne uspešnosti. Vzpostavili bomo dosledno odgovornost uradnikov za njihovo delo. Napovedujemo poseben program za pomladitev javne uprave. Vsako leto bomo razpisali najmanj 200 pripravniških delovnih mest. Profesionalna javna uprava potrebuje stabilno okolje. Zato bomo ukinili vedejevstva na položajnih delovnih mestih in na mestih direktorjev javnih zavodov. Varnost je ključna. Nedavni dogodki na poljski meji, v Sredozemlju, v Severni Afriki nam kažejo, da bomo za svojo varnost morali storiti več. Na radikalni levici nam govorijo, da je vojska, ki je omogočila nastanek samostojne Slovenije, danes samo še nepotreben strošek in nadloga. Sporočamo jim, za slovenske vojake bomo zagotovili najsodobnejšo opremo, za našo varnost bomo poskrbeli. Do leta 2026 bomo zgradili srednjo bataljonsko bojno skupino. Našemu ministru Mateju Toninu je po desetletju uspelo obrniti negativne kadrovske trende. Vrata Slovenske vojske bodo še naprej ostala široko odprta za vse, ki imajo našo domovino radi in so nanjo ponosni. Smo na strani povezane Evrope, ki pa mora postati močan svetovni igralec in ključno prispevati k razreševanju največjih svetovnih izzivov. Če gre dobro Evropi, gre dobro tudi Sloveniji.
Evropa pa mora odločno zavarovati svoje zunanje meje. Poenotiti je potrebno azilno zakonodajo in preprečiti zlorabe v azilnih postopkih. Vzroke migracij moramo odpravljati na izvoru. Od ljudi, ki prihajajo v Slovenijo, pričakujemo, da bodo v naši deželi spoštovali našo kulturo, jezik in naše vrednote. Priseljevanje potrebuje meje in jasna pravila. Zato napovedujemo spremembo zakona o tujcih. Znanje jezika in poznavanje slovenske kulture morata biti pogoj za pridobitev dovoljenja za prebivanje. Slovenija lahko nudi zaposlitvene priložnosti, v Novi Sloveniji pa nikakor ne podpiramo različnih oblik socialnega turizma. Prenovili bomo strategijo delovnih migracij, tujci se bodo lahko zaposlovali samo tam, kjer domača delovna sile ni na voljo, olajšali pa bomo zaposlovanje visoko kvalificiranih tujih strokovnjakov, ki želijo delati v Sloveniji. Vlaganje v znanje in kakovosten javni izobraževalni sistem je naš odgovor za digitalno prihodnost. Slovenski šolski sistem se mora spremeniti, cilj ne more biti zgolj pomnjenje informacij, ampak razvijanje kompetenc in vzgoja za vrednote in odgovorno državljanstvo. Učitelj mora zopet postati avtoriteta. Njegova naloga je poučevanje in ne pisanje poročil. Uravnotežiti je potrebno pravice in dolžnosti učencev in tudi staršev. Prizori, ko starši pred šolo pridejo z motorno žago, nam govorijo, da smo šli v pravicah verjetno predaleč. Smo na strani odličnosti izobraževalnega sistema in podpiramo stimulativno nagrajevanje najboljših učiteljev. Kdor se vpiše na študij, ima pravico vedeti, kakšne so njegove zaposlitvene možnosti. Uvedli bomo javne podatke o zaposljivosti diplomatov po študijskih smereh. Spremenili bomo zakonodajo, da bodo na slovenskih fakultetah lahko habilitirani tudi najboljši mednarodni profesorji, strokovnjaki in podjetniki. Imamo številne izjemne slovenske znanstvenike. Na primer, dr. Jure Leskovec je bil eden najmlajših predavateljev na Stanfordu, a žal ne more biti habilitiran na Univerzi v Ljubljani. In to bomo spremenili. Želimo ustvariti Slovenijo, ki bo prijazna mladim in družinam. Zato napovedujemo ambiciozen program za pomladitev Slovenije. Par, ki se odloči za družino, ne more biti v slabšem finančnem položaju kot par, ki nima otrok. Zvišali bomo olajšavo za vzdrževane družinske člane. Številne družine živijo v najetih stanovanjih ali za nepremičnino plačujejo kredit. Kredit oziroma najemnino bomo izvzeli iz osnove za določitev plačila vrtca. Podjetja bomo oprostili prispevkov za delavca, ki nadomesti zaposleno oziroma mamo na starševskem dopustu. Materinstvo ne more biti strošek ali problem, ampak radosten dogodek in naložba v našo prihodnost. Mladi se za družino težko odločajo, če nimajo strehe nad glavo. Država mora prek posebne jamstvene sheme omogočati lažje najetje bančnega kredita, pri tem mora vsak otrok pomeniti odpis dela dolga, ki naj ga v poplačilo vzame država. Glede infrastrukture, naš minister Jernej Vrtovec je dokazal, da kompetentna ministrska ekipa Nove Slovenije premika meje. Naši predhodniki so sanjali, načrtovali, obljubljali. Mi delamo in gradimo. Nadaljevali bomo z gradnjo tretje razvojne osi, zgradili bomo drugo cev karavanškega predora in drugi tir. V gnečah na naših cestah vsak dan čaka več kot 100 000 voznikov. Izgubljajo
dragocen čas in živce. Zato bomo razširili ljubljansko obvoznico z ureditvijo tretjega voznega pasu in modernizirali zastarelo železniško omrežje. Vsako leto bomo vzpostavili 300 km novih kolesarskih povezav. Vsak od nas je kdaj že zamudno pregledoval nepregledne vozne rede vlakov in avtobusov. Potrebujemo enotno vozovnico, enotno aplikacijo in enotnega upravljavca za ves javni potniški promet. Z javnim prevozom moramo pot opraviti vsaj v enakem času kot z avtomobilom. Nova Slovenija čuti slovensko podeželje in je na strani malega slovenskega kmeta. Brez domače in kakovostne slovenske hrane ni zdrave družbe. Za lastnike kmetij, ki imajo zelo težke obdelovalne pogoje in so oddaljene od mestnih središč, bomo po zgledu sosednje Avstrije predlagali uvedbo pavšalne rente. Stalež zveri in divjadi je potrebno vrniti na obdobje izpred 30 let. Kmet ne more biti ves čas v strahu za svoj pridelek. Razširili bomo obseg dopolnilnih dejavnosti, ki jih kmetje lahko opravljajo brez dodatne registracije. Na primer mletje žit, nabiranje čajev in zelišč. Naredili bomo vse, da naše podeželje ostane živo, obdelano in poseljeno. Za konec vas vabim k branju celotnega vladnega programa Nove Slovenije. Na kongresu bomo danes potrdili osnutek, potem pa sledi široka javna razprava. Želimo slišati vaše mnenje, spoštovani člani. Želimo slišati mnenje gospodarstva, mladih, upokojencev, študentov, ker je program namenjen prav vam. Nova Slovenija verjame v prihodnost in v neizmerne potenciale vsakogar izmed nas. Verjamemo, da Slovenijo lahko pripeljemo med 15 najbolj razvitih držav sveta. Prepričani smo, da lahko prav Nova Slovenija vodi naslednjo slovensko vlado. In zato smo pripravili najboljši vladni program. Hvala lepa.